Naslednja pomembna stvar, po jutranjem stretchingu je mrzel tuš. Čau, Miha iz Black Raven Solutions, Wilderness Academy. Popotovanje je enaka vlog drugi del. V bistvu preden se takole odpravite v gozd na svoje popotovanje ali pa kamorkoli drugam, važno, da je narava divjina, kjer ni prav nobenega človeka, nobene trgovine in tako naprej. Res vse, kar rabite za jesti, spakirajte s sabo. Preden se lotite tega popotovanja, morate majčkeno načrtovati in par stvari počistiti. Počistiti, bom rekel, tukaj, počistiti tukaj in pa, bom rekel, malo porezati maščobe, tako kot rečejo Američani, trim some fat. Kako to naredite najboljš čez kakšne take dobre vsakdanje prakse? Ena od njih je definitivno zgodnje vstajanje in pa je tudi dovolj zgodaj spati. Naš cirkadialni ritem je narejen tako, da če gremo spat ob 10 oziroma majčkeno pred 10, bomo zelo hitro zaspali. Vsaka minuta čez 10 nas bo pahnila v dolgo položavanje v postelji in težje bomo zaspali. Vsaka ura med 10 in polnočjo je vredna dvakratno. Pravi, če grem spat ob 10, sem do polnoči že spal 4 ure. Kar pomeni, da brez težav vstanemo ob 4, 5, in smo v bistvu spali 8, 9 ur. To lahko sami preverite. Seveda, če imate razšteljen bioritem in hodite spat ob pol 12, 12, pol 1 zjutraj in vstajate ob 7, pol 8 in se spravljate v službo po zelo hitrem tekočem traku, ste v bistvu stalno utrujeni, zmozgani in neprespani. In starejši, ko ste, težje ta manko nadomestite. To zelo dobro vejo najstniki, ki rabijo dodatne ure spanja, ker predelujejo dosta čustvenih zadev, ki se jim dogaja takrat med adolescenco, ko hormoni na polno delajo. In pač te ure ne morete noter doprinesti, razen za kakšen vikend dolga spanja, 10, 11, 12, mogoče celo ur. Zgodnje vstajanje, torej ni važno, če ste navajeni vstajati, ne vem, 7, pol 8, 15 čez 7. Si prestavite vašo uro za kakšno uro nazaj. Budilko si nastavite ob 6 in poskušajte 14 dni vstajati ob 6. Potem jo premaknite še za 15 minut, pol ure nazaj. Kar pomeni, da vstanete prej, padete ven iz ritma hitenja, skozi se mi mudi, skozi sem v žurbi, ne morem priti nikoli točno, vedno zamujam, skozi neka anksioznost, panika prisotna. In to se vam odraža tudi v odnosih, to se vam odraža tudi na delovnem mestu, v odnosih do sodelavcev, v samem odnosu do posla in tudi ostalih stvari. Se pravi, če vstanete 15-20 minut prej, boste isto naredili, kakor tako, kot ste zdaj navajeni, kar pomeni, da boste imeli 15 minut več časa, da stvari uporabite bolj mirno. Naslednja zelo pomembna stvar je jutranji stretching, ki ga bom prelepil kot vlog 3. En jutranji stretching, ki ga delam jaz. Tudi če nimate popolnoma nič časa, 5 minut na dan do 10 traja, da ga opravite. In zakaj je stretching pomemben? Ker v bistvu raztegnemo vse kite. Odpremo tudi vse energijske centre, meridiane, to so nekako taki energijski kanali. In se počutimo zelo fajn. Če je to prva stvar, ko vstanemo, preden gremo pod tuš, naredimo en tak mali stretching. Naslednja zelo dobra zadeva je, tole je pa enoletna suholetnica. Okus ima po popru, tako tak pekoč.
odlična divja začimbica. Ja, tu sem že ostal. Naslednja pomembna stvar, po jutranjem stretchingu je mrzel tuš. Wim Hof je to zdajle zelo dobro predstavil, imate tudi vse tutoriale gor, dosti začetnih je brezplačnih na YouTubu. Mraz oziroma predvsem mrzla voda je fantastična stvar zaradi več načinov. Recimo, kot prvo, te zelo spravi v trenutek, se pravi, karkoli glava razmišlja, se oklepa nečesa, gleda v preteklost, bolečina, žalost, ali pa gleda v prihodnost, ker ne ve, kakšna bo situacija, anksioznost, strah, mogoče celo jeza. Vse to nas mrzel tuš spravi ven. Kot drugo je to mali mikrošok za telo, telo se more pripraviti, da se bo segrelo, srce začne pumpati, kri se pretaka, energija se pretaka, potem se bolj pretaka tudi limfa, zaradi tega, ker krvožilni sistem bolj puca in pumpa. To je ena stvar, skratka, ti mali mikrošoki nam stalno dvigujejo odpornost in bodrijo imunski sistem, da je bolj pripravljen na to, kar se nam bo zgodilo. Tretja zelo pomembna stvar pri mrzlem tušu je, da ostanemo v situaciji, se pravi, ko imamo mrzel tuš, ostanemo po tisti mrzli vodi, ki nas v bistvu peče, žge, ne moremo zdržati, glava misli ne moremo zdržati, ampak zdržimo vedno del in v bistvu ugotovimo, da pridemo do točke tam nekje po 35-45 sekundah, ko se telo sprosti, ko ni več napeto, ker ta bolečina nekako skoraj izgine, bom rekel, teče iz nas. In začnejo se dogajati super stvari. Ta ostajanje pod mrzlo vodo, pod mrzlim tušem del časa nas v bistvu uči, da ostanemo v katerikoli situaciji tam, na mestu, in da jo zdržimo, lahko bi temu rekli endure pain. Zdržimo na mestu, zdržimo v situaciji, kar pomeni, da ko pride težka čustvena situacija, ki nas zamaje, nekako jo lažje shendlamo, jo lažje zdržimo in tudi lažje prebrodimo. To so nekako 3 take jutranje zadeve, ki jih lahko naredite, da boste bolj pripravljeni, preden boste se odpravili na popotovanje junaka ali pa junakinje. Dajte se prijaviti na kanal, subscribite se, tamle mali, kako se reče, zvonček priklopite, kajti na dan, dva bom na YouTube uploadil video, nadaljnje informacije, kako v bistvu se spravite ven iz te zlate kletke, ki jo nudi naše urbano okolje, ven iz te toksične džungle, ki nas vsakodnevno dobesedno izžema, in se spravite v divjino, najdete samega sebe, da boste boljša, bolj zrela, bolj močna, bolj odrasla, bolj samostojna oseba. Jaz vas spodbujam, da to naredite, in se veselim pač vsakega, ki bo poročal o pozitivnih učinkih teh malih sprememb, ki jih lahko vsak jutri naredite zase. Jaz sem Miha, Black Raven Solutions Wilderness Academy, naši programi so na www.blackravensolutions.com. Najdite si svojega, tak, ki vam najbolj odgovarja, imamo čez celo leto za vse starosti, za vse razne stopnje in entuziaste, in se vidimo v naslednjem videu. Čau.